zdrav vsem skupaj. V Slovenski demokratski stranki predlagamo sklic izredne seje Državnega zbora s predlogi priporočil državnim organom v zvezi z zlorabami v pravosodju in vplivi na neodvisne sodne odločitve. V normalni državi, spoštovani, bi dogajanje okoli procesa Novič zatreslo, pa tudi streslo sam pravosodni vrh. V Slovenski demokratski stranki menimo, da zato takšna seja je nujna. V Sloveniji se namreč zdi, da takšne novice običajno trajajo od ponedeljka do srede. In zagotovo je zadeva okoli procesa Noviča veliko bolj pomembna in predvsem terja neke konkretne odgovore in ukrepe. V dobro državljank in državljanov Republike Slovenije v Slovenski demokratski stranki upamo, da bo tokrat vendarle drugače in da najdemo pot iz pravosodnega blata, v katerem je ta država. Še toliko bolj, ker to ni eden in edini primer. Naj spomnim na primer Patrio, naj spomnim na Kanglerja, na Magajno. Tem pa se seveda lahko vsi skupaj vprašamo, koliko je še takšnih primerov, ko pa se posamezniki z sodnim sistemom enostavno ne zmorejo spopasti, zato ker za to nimajo denarja. Posledice teh nedopustnih ravnanj so trajne. Trpljenje posameznikov in njihovih družin so neizmerljive in ni odškodnine, ki bi ublažila nedopustno ravnanje pravosodnega sistema. Nehati se moramo enkrat v tej državi zanašati na to, da bo sodne krivice popravljalo Evropsko sodišče za človekove pravice. Red je potrebno vzpostaviti doma in vzpostaviti hkrati tudi zaupanje v naše organe. Tudi zato v Slovenski demokratski stranki menimo, da je ta sklic seje nujen. Mi smo predlog že vložili v proceduro. Pravna država, zakonito in nepristransko ravnanje organov odkrivanja in pregona, učinkovito in nepristransko sodstvo, ki varuje človekove pravice in temeljne svoboščine, so namreč ključnega pomena za pravičnost in sam razvoj družbe na vseh področjih, končno tudi gospodarstvu. Dovolite pravzaprav, da nakratko povzamem dogajanja, ki so vplivala na našo odločitev, da podamo omenjeno zahtevo. Milko Novič je bil na prvostopenskem, kot tudi na pritožbenem sodišču obsojen za umor Janka Jamnika na 25 let zapora. Vrhovno sodišče je sodbo razveljavilo in zahtevalo novo sojenje. Sojenje je izpeljal Zvezdan Radonjić, sodnik okrožnega sodišča v Ljubljani, ki je odločil, da je Novič nedolžen. Ob tem je tudi dejal, bistvena pri tem je seveda točno odločitev, ki ima nasleden pomen. Dokazal, da je Milko Novič kriv, ni, ampak je popolnoma jasno in dokazano, da Milko Novič ni storilec kaznivega dejanja. Ob tem, spoštovani, pa se je zgodilo še nekaj pomembnejšega. Nekaj močnejšega od samega izreka in čemur nismo bili priča še nikoli. Do sedaj so opozorila o nepravilnostih v pravosodju prihajala predvsem zunaj tega sistema. Sedaj pa je konkretno, res konkretno opozorilo prišlo neposredno iz sodniških vrst. Sodnik Radonjić je namreč v svoji obrazložitvi oprostilne sodbe Noviču izpostavil in opozoril na hude pritiske, ki jih je bil deležen v času procesa, s katerimi se ga je želelo disciplinirati in diskreditirati. Skratka, uničiti zato, ker je proces vodil po edinem pravem in nujnem načelu, načelu pravičnosti. Že po prvih narokih v omenjeni zadevi so se začeli pritiski na predsednika okrožnega sodišča, da naj disciplinira in da naj začne soditi, kot je treba. Spravi, treba ga je disciplinirati, spoštovani. Med drugimi naj bi njegovo kaznovanje predlagal vodja specializiranega državnega tožilstva Harij Furlan. K njemu je ves čas prihajala sodnica,
ki je bila bojda vedno v neposrednih stikih z državnimi tožilci in mu namigovala, da naj Noviča ne oprosti. Priča je bil medijskim pritiskom in brskanju po njegovem zasebnem življenju, celo po njegovih zdravniških mapah. Si predstavljate, kako daleč gremo v tej državi? Napovedal je, da zaradi tega, ker je želel zagotoviti pošteno sojenje, ne bo nikoli napredoval. Čez mesec dni pa se bo verjetno znašel v suspenzu. To, da je imel Novič pošteno sojenje, je pogojeno z odločitvijo, da si pravzaprav uniči kariero. V članku v pravni praksi je zapisal, da naj bi sojenja potekala v sklopu sodstva, pri čemer naj se sodstvo ne bi oziralo na zahteve in predstave paradržavnih centrov moči. To so besede sodnika. V Slovenski demokratski stranki smo prepričani, da je izvor vsega gorja prav tu. In dokler bo tako in bomo to dopuščali, se bomo samo še bolj pogrezali v pravosodnem blatu. Neodziv predsednika države, spoštovanje v dani situaciji zelo zaskrbljujoč. Neustrezen odziv ministrice Katičeve pa izkazuje, da nujnih ukrepov ministrstva pravzaprav ne bo. S tem pa na drug način pritrjuje trenutnemu stanju v pravosodju, kjer se očitno izvršujejo nedopustni pritiski na neodvisne organe in se sodne odločitve usmerjajo oziroma kar neposredno naročajo. Kot rečeno, je tokrat opozorilo prišlo s strani sodstva samega in ta klic zahteva takojšnje ukrepanje. Slovenska demokratska stranka kot odgovorna politika v državi sporočilo o pritiskih na neodvisnega sodnika jemlje skrajno resno in odgovorno. Zato predlagamo sklic omenjene izredne seje z naslednjimi priporočili. Državni zbor prvič priporoča Vladi Republike Slovenije, da v sodelovanju s policijo in Vrhovnim državnim tožilstvom opravi analizo vseh postopkov v zadevi Milka Noviča in drugih podobnih zadev, vsaj primer Patria, Kangler, Magajna, ki so pripeljali do hudih kršitev človekovih pravic in svoboščin prizadetih posameznikov, ter da na podlagi izsledkov predlaga take zakonske spremembe, ki bodo v veliko večji meri preprečevale kršitve človekovih pravic in svoboščin. Kot drugič, priporoča Vrhovnemu sodišču Republike Slovenije, da opravi analizo vseh postopkov sojenja v zadevi Milko Novič, predvsem poskusa vplivanja na sodniške odločitve in drugih podobnih zadev, saj primer Patria, Kangler in Magajna, ki so pripeljali do hudih kršitev človekovih pravic in svoboščin prizadetih posameznikov v postopkih sojenja, ter da na podlagi izsledkov po potrebi Državnemu zboru Republike Slovenije predlaga rešitve, ki bodo v veliko večji meri preprečevale kršitve človekovih pravic in svoboščin v sodnih postopkih. In kot tretjič, priporoča Vrhovnemu sodišču Republike Slovenije in Vrhovnemu državnemu tožilstvu, da opravita celovito analizo vseh navedb okrožnega sodnika Zvezdana Radonjića, ki jih je izrekel v postopku izreka sodbe Milku Noviču in se nanašajo na pritiske posameznikov na neodvisno in pravično sojenje v konkretnem primeru, ter po potrebi v okviru svojih pristojnosti ustrezno ukrepa zoper tiste, ki so izvajali takšne pritiske. Toliko iz moje strani. Je še morda kakšno vprašanje? Če ni vprašanj, potem pa hvala lepa. Mogoče bi vsem vprašala, kaj je lahko v bistvu neki splen potem, kaj dociljate, ne vem, kaj... Ja, hvala za vprašanje. Mislim, da priporočila jasno povejo, kaj si želimo. Želimo si resno analizo, ugotovitev, če je prišlo do teh pritiskov, je potrebno ustrezno ukrepati. Državljankam in državljanom je jasno treba dati vedeti, da v tej državi sistem, ki pritiska na sodnike,
ne more obveljati in držati, da se ga primerno tudi sankcionira, predvsem pa, da se poišče tudi morda ustrezne zakonske podlage, ki bojo omogočili, da do tovrstnih pritiskov ne bi prihajalo. Namreč, jaz mislim, da je to večji problem, kot si nekateri mislijo. Ne gre samo za zadevo Novič. Gre za to, da če iz samih vrst sodnikov prihaja do tako težkih opozoril, da dejansko kaže na to, da je pri nas nekaj zelo narobe. In jaz verjamem, da bo tudi iz strani Evropske unije prišlo nazaj kakšno opozorilo. Kajti smo del Evrope, smo del nekega širšega prostora in verjemite mi, da v neki razviti, normalni državi, demokratični državi se takšne stvari hitro sankcionirajo in zadeve hitro postavijo na pravo mesto. Hvala. Hvala.